Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante. Res je lepo, da se lahko pogovarjava v maternem jeziku v Evropskem parlamentu. There are still some who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. Nie prosto za sebe. Państwo wiecie, a za Polska te, żeby Europa... realizuje swoje zobowiązania wobec NATO w dwójnasób, jeśli chodzi o... Evropska? Četrt. Kaj, če bi stavbe lahko živele in dihale? Vizionarski raziskovalci iz raziskovalnega centra v Izoli o podpori EU razvijajo okolju prijazne gradbene materiale s pomočjo gliv. S takšnimi inovacijami bodo naše stavbe bolj prilagodljive in odporne na posledice podnebnih sprememb. EU se zavzema za znanost. Pa ti? Spoštovani in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podcast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški in Aljaž Penkov-Bitenc. Podcast domuje na spletni postaji metinalista.si v vašem nabiralniku, pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Nataša, 2 tedna bo, odkar je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v govoru evropskim parlamentarcem in parlamentarkam orisala stanje v Evropski uniji. State of the European Union speech, kot mu rečemo v lepi slovenščini, oziroma SOTEU, kot mu rečejo v mehurčku, je velika reč. Morda ne ravno tako velika kot ameriški govor o stanju v državi, a še vedno velika reč. In tudi skupin, ki jih je morala predsednica von der Leyen nagovoriti, je bilo nebroj. Zato sva pred mikrofon povabila mednarodnega pravnika, docenta dr. Matjaža Nahtigala, ki je njega dni tudi sodeloval na konvenciji za novo Evropsko ustavo in ga med drugim vprašala prav to. Komu je bil govor pravzaprav namenjen? Letni govor predsednice Evropske komisije je sedaj že nekako uveljavljen, utečen v zadnjih nekaj letih, tudi vsi skupaj se na njega navajamo. Mislim, da je kar primerno, da je en takšen letni premislek o stanju Evropske unije, o razvoju Evropske unije, članicah, vlogi Evropske unije v svetu, v tem izjemno turbulentnem, konfliktnem svetu, polnem geopolitičnih pretresov. Tako da v tem smislu je govor namenjen seveda najprej Evropskemu parlamentu v novi sestavi. Sedaj Evropska komisija komaj dobro leto dni pravzaprav v polnem delovanju, čeprav gre za njen drugi mandat predsednice Evropske komisije. Vemo, da je Evropski parlament sestavljen drugače, kot je bil doslej. Sedaj je prevladujoče večina je desnosredinska, to velikokrat se mi zdi pozabljamo tudi v naših razpravah, pričakovanjih. To je prvič v dosedanji zgodovini Evropskega parlamenta, da je tako poudarjeno v desno naravnan. Težava ali pa značilnost Evropskega parlamenta je, da je vedno deloval kot velika koalicija, sedaj pa se ta koalicija spreminja. Zato, ker so različne večine se ustvarjajo za različne področja delovanja Evropske unije na predlogu Evropske komisije in zaradi tega smo tudi vsi skupaj nekoliko ambivalentni, komu je bil pravzaprav govor namenjen. Nekaj časa se je zdelo in je tudi izpostavljala recimo vprašanja, ki so zanimiva, ki jih izpostavljajo levosredinske in leve politične stranke ter zeleni. To je vprašanje še naprej zelenega prehoda. Omenila je listino socialnih pravic, socialne stebre, ki so bili v zadnjih letih, mislim, da nekoliko porinjeni v rob, pa jih je vendarle v tem govoru ponovno izpostavila. In pa potem teme, ki so pa bolj zanimive za desni pol političnega Evropskega parlamenta, in sicer vprašanje migracij, kjer je bila zelo obrambna, govorila pravzaprav samo o poudarjeni vlogi Frontexa, povečanih sredstvi Frontexa, o vzrokih migracij, pravzaprav ni govorila ničesar, samo o povečani pravzaprav delovanju in usklajevanju delovanja zunanjih evropskih meja brez širše perspektive. Tako da v tem smislu je tudi tukaj druga konstituenca, ki jo je namenila, to so se pravi predstavniki v Evropskem parlamentu, nedvomno tudi širše evropske javnosti, gotovo zainteresirane, pozorne na poudarke, ki prihajajo iz Bruslja, iz Evropske komisije, ključnih evropskih institucij in kako se pravzaprav Evropska unija odziva na vse preomenjene pretrese v svetu, trgovinski spori, spopadi, vojne in pa seveda vojne, ki potekajo v svetu in kako pravzaprav Evropska unija vidi sebe. Ter seveda tudi v perspektivi, takšen govor je namenjen tudi neki viziji prihodnosti, ki pa je v tem trenutku mislim, da je zelo kratkoročna ali pa umeščena in nekoliko odstopa ali pa v bistvu izkazuje tudi težave temu, kar je doslej Evropska predsednica komisije že poudarjala, to je iskanje strateške avtonomije Evropske unije v svetu, s tem pa vidimo, da ima Evropska unija
težave, ki mislim, da jih tudi ta govor niti ni želel ali poskušal prikrivati, kar mislim, da je v redu, in s tem smo pošiljali pravzaprav sporočilo vsem nam, evropskim državljanom, da razmišljamo o tem, kako se pravzaprav odvija evropski projekt. Vemo, da so bile recimo preomenjene evropske volitve, udeležba je zgolj samo nekaj nad 50%, nekoliko više kot na prejšnjih evropskih volitvah pred 5 leti, in pa tudi v Sloveniji še naprej je pod 50%, sicer precej više kot pred 5 leti, pa vendarle še vedno precej pod evropskim povprečjem, tako da smo vsi skupaj nekako v tej dvojni vlogi, nacionalnih držav, članic, pričakovanja do Evropske unije, hkrati pa vidimo, da tudi pravzaprav naš zastavek v Evropski uniji, kadar je se potrebno odzvati ali pa nekako dati svoje sporočilo, svoj glas v Evropski uniji, pa tukaj vendarle še vedno tudi zelo, bi rekel, mlačen. Ravno to, kar ste omenili, ta dvojna vloga in vprašanje lastne identitete, da tako rečemo. Na eni strani se zdaj posplošujem, ampak odnosu državljanov do pogojno rečeno Bruslja, zdi, da hkrati želimo od Bruslja, da vse reši. Potem, seveda, zato, da Bruselj vse reši, se mi ničemur ne bi odpovedali. In ko gre kaj narobe, je pogosto tudi v politični govorici kriv Bruselj, kot ta priročni grešni kozel. In hkrati se pa zdi, da je nekako se ta ironija, ali pa ta dvojnost reflektirala tudi v govoru Ursula von der Leyen, ki je hkrati skušala projicirati Evropsko unijo kot trgovinsko velesilo in vendar razumeti, verjetno je zaradi političnih nujnosti, tudi interese držav članic. Omenili ste prej strateško avtonomijo, to je recimo dikcija, ki jo pogosto slišimo iz Elizejske palače v Franciji. V Nemčiji tega ne želijo zares slišati. Tako da, po vaši oceni, strokovni, ali je vsa to, recimo v temu minsko polje, če smo že v takšnih časih, a je Ursula von der Leyen uspešno se sprehodila skozi te pasti mednarodne in notranje evropske politike? Ja, res zelo zahtevno vprašanje, potreben bi bil zelo sistematičen, strukturiran odgovor, jaz bi ga poskusil dati morda samo v nekem orisu, takole na prvo žogo. Tale dvojnost obstaja, jaz mislim, da se ne izključuje vprašanje, lahko smo državljani nacionalnih držav, kjer delujejo nacionalne parlamentarne demokracije, pluralne, odprte, delovanje svobodnih institucij, ki mora biti gotovo transparentno, vključujoče, odzivajo se na situacijo v nacionalnih državah in mislim, da tukaj imajo države še naprej članice, kljub pristojnostim vedno večjim v Bruslju, še vedno dovolj manevrskega prostora za svoje delovanje, za svoje odgovornosti, ki ga ne morejo enostavno prenašati na Bruselj. Vidimo, da te države članice delujejo zelo različno. Imamo države, ki so članice, ki so v tem trenutku izjemno uspešne, izjemno napredne, zelo transparentne, zelo inovativne, po celi vrsti indikatorje, kazalce, druge, ki morda stagnirajo, tretje, ki so morda pod povprečjem Evropske unije ali pa tudi v mednarodnem kontekstu, tako da tukaj enostavno ne moremo iskati enostavnih hitrih izgovorov in moramo ohraniti to razpravo, evropske razprave tudi v državah članicah, lastnega delovanja in delovanja v pogojih Evropske unije. To je ena stvar, ki bi želel izpostaviti, pri tem recimo tudi v Sloveniji, ko veliko krat poudarimo, da češ Evropska unija nazaduje ali pa zaostaja, pozabljamo, da je kar nekaj panog, podjetij, regij v svetovni špici, da so nekatere evropske regije najbolj inovativne, najbolj konkurenčne, najbolj socialno kohezivne, vključujoče in napredne, transparentne. Imamo nekaj panog, ki je v svetovni špici, to bi recimo včasih nas ekonomisti ali pa strokovnjaki iz ZDA še vedno bolj včasih opominjajo in včasih sami pozabljamo ali pa ne spremljamo dovolj. In recimo Nobelov nagrajeni Darren Acemoglu iz MIT-ja skupaj z Danijem Rodrikom, Robertom Ungarjem imamo izjemno zanimivo seminar na to temo na Harvardu celo spomlad in izpostavlja, da je vsaj kakšnih 7 panog Evropske unije, ki je v svetovni špici, od aeronautike, biotehnologiji, medicine,
tudi vesoljskih raziskav in še kar nekaj drugih področji, ki jih nikakor ne smemo pozabiti. Tukaj so super uspešna evropska podjetja, kot je Mistral, kot je ASML in gre v korak s časom z najbolj naprednimi tehnologijami. Brez ASML-a ne bi bilo niti delujočih super naprednih mikročipov na Tajvanu, zato ker izvaja dizajn za proizvodnjo teh mikročipov, recimo na Tajvanu, in je eno izjemno pomembno podjetje. Mistral je podjetje, ki se hitro razvija na področju umetne inteligence, zdaj so se celo lastniško povezali. Skratka, imamo tudi izjemno napredne regije. Ne smemo tega vsega pozabiti. To je notranji vidik. Zakaj je Evropska unija pomembna? Je tudi navzven v trgovinskih odnosih z drugimi deli sveta, je še vedno eden največjih trgov na svetu, eden najbolj premožnih trgov na svetu, ki ima celo vrsto pomembnih trgovinskih sporazumov, ki se jih drži, ki spoštujejo pravila Svetovne trgovinske organizacije. Lahko pogledamo sicer posamezne zgodbe, ampak so tudi mehanizmi reševanja, recimo sporov, mora biti v okviru pravil Svetovne trgovinske organizacije, ki še naprej Evropska unija podpira. Tako da v tem primeru igra Evropska unija še naprej tudi pomembno vlogo v okviru multilateralizma. Tega vidika je presenetljivo malo pravzaprav poudarila predsednica Evropske komisije v tokratnem govoru. Po drugi strani pa jaz imam ta občutek, zdaj, kje je Evropska unija, strateška avtonomija, napovedi, že v času Maastrichta, Delorja, Lizbonske strategije konkurenčnosti, do sedanjega iskanja strateške avtonomije. Jaz imam občutek, gledano za nazaj, tudi kot udeleženec nazadnje Evropske konvencije o prihodnosti Evropske unije, katere proizvod je bil takratna Evropska ustava, tako da te razprave, razmišljanja konceptualne in praktično zelo dobro poznam že četrt stoletja. Bi rekel, da imam vtis, da Evropska unija, da enostavno dogodki prehitevajo v svetu. Veliko korakov je storjenih, tudi širitev je bil zelo velik zalogaj, potreben je določen čas, morda smo si vsi skupaj bolj enostavno predstavljali, da nimamo širitev Evropske unije. Drugi pomembni koraki, ampak na celi vrsti področji se mi zdi, da je enostavno dogodki prehitevajo. Kaj s tem imam v mislih? Recimo globalna finančna kriza Evropsko unijo presenetila, ni imela dovolj varovalnih mehanizmov. Tukaj se je pokazalo v času grške potem krize, grške trojke in potem res tega improviziranega in mislim, da dosti neuravnoteženega ravnanja Evropske unije do Grčije in do drugih perifernih držav, ki je nekako poglobila nezaupanje in tudi neravnotežje znotraj Evropske unije. En takšen vidik, potem v času covida se je pokazala potreba po hitrejši, močnejši izgradnji socialnih stebrov in da je tudi podfinanciran zdravstveni sistem v vrsti držav, ne v vseh državah. Države so bile različno uspešne, pa vendarle smo videli, kaj pomenijo skupne nabave, kaj pomenijo skupne rezerve, tudi strateško pomembnih proizvodov na področju medicine in sploh tudi medicinskega osebja, kaj pomeni stalno vlaganje v znanost, razvoj ljudi, bolnišnice in tudi celotno zdravstveno sliko Evropske unije. To lahko počne seveda z državami članicami, ki so na tem področju zdravstva primarno odgovorne, pa vendarle tudi Evropska unija tukaj igra vlogo, ki se je šele takrat začela bolj intenzivno dogajati in tudi začeti govoriti o zdravstveni uniji in tudi sprejela zelo zapoznel, pa zelo pomemben ukrep, torej prvič skupnega zadolževanja projekta okrevanja in odpornosti. Izjemno pomemben ukrep, zelo težko so ga izpogajali, so ga prepustili državam članicam, da ga sedaj izvajajo, za nekatere zelo uspešno, nekatere morda nekoliko manj uspešno zaenkrat, pa vendarle se tudi tukaj se vidi, da je to bil zamik, o katerem se je pogovarjalo 10 let in to je bilo desetletje evropskega strogega varčevanja, ki ga tudi plačuje. In to je recimo naslednji vidik, kjer Evropska unija zamuja. Evropska unija jaz mislim, da deluje reaktivno, ne proaktivno. Dogodki jo prehitevajo. Ima svojo vizijo, ampak se mi zdi ni znotraj mednarodnega konteksta. Recimo, mislim, da so se evropske elite, ne le Evropska komisija, Evropski parlament, diplomacije držav članic in evropska diplomacija mislim, da niso pričakovali ponovno izvolitve Trumpa. Da so bile ponovno presenečeni, čeprav ne bi smeli biti presenečeni. Nekako so stavili, da bo Biden ali pa da bo demokrati in ostali na oblasti in tudi, da bodo čezatlantski odnosi se vendarle počasneje spreminjali. Evropska unija se zaveda, da se bo morala bolj postavljati na svoje noge, zato ker je preprosto fokus s Trumpom ali brez, z Bidenom ali brez Amerike je primarno vezana na Azijo.
In tukaj bo morala Evropska unija v vsakem primeru se postavljati na svoje noge. Potem je vojna, ruska invazija na Ukrajino. Mislim, da je tudi to nekaj, kar Evropska unija nekako ni pričakovala, ali pa vsaj ne v tej meri, da je poskušala ohraniti nek status quo, a ne v času Angela Merkel in potem v dogovoru Minsk 1, Minsk 2. In potem mislim, da je presenečen zelo hiter, to pravzaprav preseneča cel svet, hiter spon Kitajske, tehnološki, gospodarski, trgovinski vpliv na mednarodne odnose držav BRICS in širše. Je naslednji vidik in mislim, da se je tudi bila Evropska unija oziroma je presenečena, kar se je zgodilo 7. oktobra 2023 z napadom Hamasa na Izrael in kako potem so se stvari odvijale. Mislim, da je tudi sami dogodki so presenetili in potem sama vojna, obsežnost, razsežnost uničevalnega delovanja Netanjahuja in vse to so nekako počasi imeli, počasi razmišljali, to se vidi v ukrepih, v napovedih, v ocenjevanju, ni pa tukaj proaktivno, čeprav recimo je Jan Egeland, nek izkušen norveški diplomat, ki je sodeloval sam pri pogovorih v okviru mirovnega procesa v Oslu še v 90-ih letih, recimo mesec dni pred oktobrom napisan članek v Financial Timesu, kjer je povedal, da je Gaza bistveno preveč zanemarjena, da se diplomatskih iniciativ že leta in leta ni bilo in da je to, da brbota. In da je zadnji čas, da se karkoli naredi, samo kot zanimivo. Ne mislim, da bi ta članek karkoli lahko spremenil, ampak hočem reči ti vpogled, te analize, tudi teh elitnih evropskih inštitucij, ki so tale Council for CFR, pač evropski think tank za evropske zunanje odnose in tako naprej, so zelo eminentni strokovnjaki, vse ostalo, ampak tudi tale kompleksnost ravnanja, Evropska komisija, dvojnost, Svet EU, Evropski parlament in države članice relativno počasi se pozicionirajo, iščejo skupne imenovalce na tistih področjih, kjer najdejo skupne imenovalce, kot je delovanje Evropske unije do sklenitve takratnega jedrskega sporazuma z Iranom, je na nek način v določenem obdobju zelo pomembno stabiliziral pravzaprav situacijo na Bližnjem vzhodu. In potem je Trumpov odstop od tega sporazuma dodatno zapletel te stvari. In tiste področje, kjer se evropske države so se sposobne organizirati, imeti nek skupni smer delovanja, imeti dovolj jasne cilje in tudi delovanje, tam je lahko Evropska unija uspešna, bodi si na področju trgovine, na nekaterih varnostnih vprašanjih. Večinoma je pa dogodki, razvoj v svetu presenečen, tudi mislim, da je ta govor bil v tem smislu dosti reaktiven, dosti defenziven in da Evropska unija je tukaj še vedno premalo proaktivna. Mislim pa, da se to ne bo zgodilo čez noč, ker je sedaj pa res dogodki prehitevajo. Trump in trgovinski sporazumi, tudi napovedovanje pravzaprav zmanjševanja nekega vojaškega sodelovanja, so tista področja, kjer se Evropska unija vzpostavlja, potem je podpora Ukrajini v vojni z Rusijo, ki je izjemno izčrpavajoča, in naslednje področje energetske unije, ki prej nismo omenila, je tudi zaostaja recimo povezljivosti energetskih omrežij, pa tudi previdno, zato ker je evropski energetski miks je različen, pa tudi proizvodno. So države, ki zelo veliko proizvede energije in tiste, ki bi uvažale in kako se bo to cenovno pravzaprav reševalo, urejalo na skupnem evropskem trgu, je tukaj kar velika ambivalentnost. Skratka, morali bomo najti uravnoteže, energetski, zeleni prehod, redistributivni učinki, recimo samo na področju energetike, ki pa ima tudi globalne učinke, ima učinke od Norveške do Mediterana, odnosi z Rusijo, sankcijami, vidite, in to so zelo kompleksne stvari. Vsekakor je prav in tudi mislim, da je predsednica Evropske komisije se ni od tega odmikala, so izjemno zahtevna, kompleksna vprašanja, s katerim se sooča Evropska unija, ni neuspešna. Evropska unija je na celi vrsti področji je uspešna. Mi imamo pa vsi občutek, da je nekako dogodki prihitevajo in da smo stalni neki defenzivi in da lahko veliki drugi igralci pravzaprav nam postavljajo pogoje, kar je pa tudi dejstvo. Kar se energetske unije tiče, samo zgolj kot vinjeta, mislim, da je bilo v zadnji Junckerovi komisiji, ki jo je napovedal Alenka Bratušek, ki je bila mišljena kot komisarka za energetsko unijo, ki bi takrat postajala v resnici niti ne še na papirju, zgolj kot v imaginaciji takratnega predsednika komisije. Se pravi, 10 let je tega, pa še vedno nismo tu. Ali je Evropska unija je zelo
procesno utemeljena. Ne? Se pravi, se temu reče, postopek je mati demokracije, nekoč dejal to en predavatelj tukaj na FDV, ta hip se ne spomnim sicer kdo, gotovo sem bil pa jaz v tiste predavalnici, ampak ali ima Unija, in ko se pogovarjamo o Uniji, ste to, kar ste rekli, ne? Včasih je to komisija, včasih je to svet, spet tretjič je to parlament, tudi v splošnem ljudskem razumevanju je ta trojnost funkcij včasih tudi kar mečkaj neugodno povezana. Ne? Ali obstaja tukaj kapaciteta? Imajo ti inštitucije kapaciteto, imajo države članice kapaciteto za odgovore, za prilagajanje na vse te izzive, ki jih hočeš nočeš, kot pravite, presenečajo? Za države članice bi veljalo analizirati od države članice do države članice. Nekateri so definitivno bistveno bolj usposobljene, so veliko bolj usposobljene na ravni procesa odločanja držav članic, pa tudi na ravni Evropske unije, druge morda malo manj. Kar se tiče pa Evropske unije, pa vendarle tudi tukaj je bil določen strukturni napredek ali pa normativni napredek. Lizbonska pogodba je povezala procese odločanja, jih je napravila bolj pregledne, bolj strukturirane in jih tudi v marsikateri meri tudi poenostavila, in to ne na račun zmanjševanja glasu ali pa vloge držav članic. Mi kot majhna država se gotovo ne bi želeli prehitro preveč odpovedati vendarle nekemu svojemu zastavku, vplivu v nekem razumnem sorazmernem deležu, ki mislim, da ga znamo izkoriščati in delujemo konstruktivno. Ni pa nujno, da so vse države članice delujejo konstruktivno, konsistentno in načelno, ne? In tukaj so se pojavile res nepričakovane situacije, da države, ki so zašle v neliberalno demokracijo od znotraj, spodkopavajo lastne institucije, znižujejo ravni vladavine prava, demokratične standarde in poskušajo tudi to prenesti na delovanje evropskih institucij. Proti temu si ne smemo zatiskati oči, tako da niso vsi dobronamerni in konstruktivni igralci znotraj Evropske unije, kar je nekaj, česar si pred širitvijo nihče zares ni predstavljal. Sedaj je res neka nova situacija, ki jo poskuša Evropska unija moderirati, ampak jaz mislim, da tile procesi odločanja, nekateri tisti najtežji seveda zahtevajo soglasje in ga želijo tudi soglasje zmanjševati, odpraviti ali pa uvesti glasovanje s kvalificirano večino, ki je še dovolj uravnoteženo, in verjetno bo pravilo, sploh če bo prišlo še do novih in dodatnih širitev, kadar in ko bo prišlo do njih, ampak delitev pristojnosti, delitev načini odločanja, področja odločanja, pa mislim, da so v Evropski uniji zelo dobro vseeno dovolj precizno zasnovani, se jih držijo, in jaz mislim, da je pomembno ravno zaradi tega, kar ste vi lepo povedali. Tukaj je evropski supranacionalni demokratični vidik, ne želimo ustvariti novega primanjkljaja in želimo tudi ohraniti glasove vseh tistih, ki mislim, da je v nekem pluralnem duhu tudi medsebojnega sodelovanja, spoštovanja, poslušanja raznolikosti. Mislim, da lahko Evropska unija pravzaprav to bogati in krepi njeno moč v prihodnje. Nimamo nekih močnih avtokratskih, avtoritarnih voditeljev, ki bi poskušali z silo od zgoraj navzdol pravzaprav postavljati smer razvoja. Tega si ne želimo. In ne želimo iti v smer avtokratskih ureditev po svetu in tudi ne v smislu populizmu, ki jih tudi v Evropi ne zmanjkuje. In mislim, da Evropska unija kljub vsemu nekako poskuša parirati in ohranjati demokratični procese. Vseeno ni popolnoma transparentna, vendar pa mislim, da je sorazmerno primerjalno bolj transparentna kot marsikatere druge ureditve, kljub zelo velikim kompleksnostim preomenjene dvojnosti. Pa mislim, da vseeno ne smemo ta ravnotežja, ki so vzpostavljena v Evropski uniji, kar tako jih podcenjevati ali pa misliti, da bo enostavno, da bi s kakšno neko močno osebnostjo lahko to enostavno premagali. V preteklosti je bil Jacques Delors tisti, ki je bil motor Evropske komisije v določenem obdobju. Tudi Delors je lahko deloval, dokler je imel tudi podporo članic, dokler je znal pridobiti podporo velikih članic, postaviti jasno smer, vizijo razvoja Evropske unije in tudi imeti podporo tudi seveda znotraj komisije in tudi v parlamentu, da je lahko deloval in da je bil takrat uspešen. Seveda pa so tudi razmere, takrat je deloval, tudi njegova zgodba ni bila popolnoma dokončana. On si je prizadeval za vzpostavitev socialno-tržnega gospodarstva z poudarjenimi socialnimi stebri in tukaj je tudi njegova zgodba ostala na pol poti in bil je bolj uspešen pri uvedbi evra, pri monetarni uniji, pri odpravi ovir, pri morda večjem evropskem skupnem proračunu za skupne potrebe, pa tudi Delors pravzaprav je zmanjkala njegova podpora, moč, in tukaj je
ta proces, ne, tudi medsebojnega zaupanja po širitvi, bo še trajal. Gotovo razvite države ne bodo šle kar tako v skupno zadolževanje, tudi za kakršnekoli potrebe, kot je zeleni prehod, varnostne evropske politike, če ne bodo prepričane, da bodo države s šibkejšimi institucijami uspele zagotavljati transparentnost, smotrnost porabe, namenskost porabe, in zato je tako pomembno, da bo tale evropski projekt oziroma sklad za okrevanje in razvoj uspešen v vseh predelih Evropske unije. Mislim, da bi lahko to bil tudi nek dodatni pozitivni povratni učinek in tudi okrepil legitimnost ali pa pripravljenost držav na večje sodelovanje, ki si prav gotovo ne želijo evropski davkoplačevalci, da bi končal njihov denar v žepih madžarskih Orbanovih oligarhov, ledenodelničarjev iz Grčije s svojimi računi v davčnih oazah in čim podobno. Nekaj tega verjetno kadarkoli lahko ostane v tako veliki uniji, ampak želimo, da je to v čim manjši meri, da so mehanizmi ustrezni, zagotovljeni in da pri tem pridobimo res prosperiteto, dobrobit držav članic za namene, za katere bodo namenjeni, in da tukaj lahko vsi skupaj pravzaprav napredujemo v hitro spremenjujočem se svetu. Skratka, veliko je nians, veliko je detajlov. Kaj, če bi stavbe lahko živele in dihale? Vizionarski raziskovalci iz raziskovalnega centra v Izoli o podpori EU razvijajo okolju prijazne gradbene materiale s pomočjo gliv. S takšnimi inovacijami bodo naše stavbe bolj prilagodljive in odporne na posledice podnebnih sprememb. EU se zavzema za znanost. Pa ti? Prej ste omenili vlogo, v bistvu potrebo in željo, in v končni fazi to je pač ena od utemeljitev ustroja evropskih institucij, vloga in glas majhnih članic, recimo Slovenije. Od zunaj se zdi, da je rahlo cinično rekel, novo odkrita skrb aktualne slovenske oblasti za usodo palestinskega naroda. Slovenija je pač bila zdaj ena prvih evropskih držav, daleč od tega, da je bila prva na svetu, ampak ki je priznala Palestino. To je pač bilo tudi veliko notranje politično vprašanje v Sloveniji in zdaj se počasi zdi, da se to kolo tudi druge države, danes, ko to snemava, to je sreda 17. september, Luksemburg je ravno včeraj recimo napovedal, da bo tudi priznal Palestino. In še nekaj takih držav. Irska recimo je rekla, da jo bo, to pa so celo že, a je to posledica slovenskega ali pa vpliva majhnih držav, ki recimo se vsake toliko zavzemajo za moralno, načelno zunanjo politiko, ali smo imeli po domače rečeno srečo, da smo se usedli na pravi vlak? Za majhne države članice Evropske unije je zagotovo pomembno vztrajanje na temeljnih načelih mednarodnega prava. Tudi kadar ni enostavno, ker je tudi v našem interesu. Majhne države mednarodno pravo varuje. Velike sile morda lahko se kdaj izvijajo iz mednarodnega prava, kljub temu, da je tudi v njihovem srednjeročnem, dolgoročnem interesu spoštovanje mednarodnega prava. In je prav, da pri tem vztrajajo, gotovo ni vedno enostavno, gotovo se soočajo tudi z omejitvami, pritiski, morebitnimi kritikami, ampak mislim, da je tukaj vse ena pomembna načelna konzistentnost, drža in pa tudi temeljič tudi mednarodnega prava in evropskega prava, prakse tudi. Mislim, da je tukaj res bilo zelo veliko preštudiranega, analiziranega, to počnejo diplomacije, tako Španije, Irske, Norveške. Potrebno je tudi veliko medsebojnega komuniciranja. Danes je sodelovanje strokovnih služb, pravnih služb bistveno večje, kot je bilo kadarkoli, tudi sodelovanje z Evropsko komisijo, gotovo teče stalna komunikacija. Jaz o tem lahko domnevam, ali sodim samo kot zunanji opazovalec, tako kot vi. Gotovo so pa tudi, pač imajo diplomacije tudi svoje, zadržke, pomisleke, različne situacije, različne tudi neke notranje svoje premisleke ali pa strategije, tako da lahko države tukaj dobro, da imajo še vseeno nekaj manevrskega prostora in ohranijo svoj glas. Mislim, da je včasih ni nujno, ni samo po sebi dobro, da je samo enovit glas, ampak je včasih tudi, kadar do tega ne more priti, že po Lizbonski pogodbi predvidena možnost okrepljenega sodelovanja. Torej najprej imamo tako kvalificirano večino, kadar je ta relevantna. Tudi kadar ni kvalificirane večine, še vedno obstaja možnost okrepljenega sodelovanja skladno z Lizbonsko pogodbo, ki je to predvidela. In če skupina 8 držav se odloči za okrepljeno sodelovanje
v določeni smeri na določenem področju, ima tudi pravice, možnost izkoristiti tudi evropski aparat Evropske komisije za takšno delovanje, ki jih potem podpira, pomaga in tudi morda pomaga diseminirati izkušnje, ideje in tudi razpravo z drugimi članicami, ki so potencialno zainteresirane. In približno ta vzorec se je tukaj pokazal, mislim, da ni bil naključen, čeprav seveda v teh turbulentnih dogodkih ne morete predvideti vseh ravnanj, delovanj vseh svetovnih akterjev, ker so enostavno stvari preveč volatilne, pa vendarle mislim, da takrat, ko da niste prepričani, greste v pravi smeri ali ne, če imate temeljito proučene mednarodna pravna pravila, mednarodno pravno prakso, mislim, in ostajate načelni, mislim, da ravnate korektno in dolgoročno v interesu svojih držav, tudi v interesu mednarodnega prava, in zavezanost mednarodnemu pravu je eno od temeljnih vrednot tudi Evropske unije, in tukaj mora ostati Evropska unija načelna, skladna samo seboj, in se ne sme mora izogibati tudi kakršnim očitkom o dvojnih standardov, ker to je tista področje, kjer lahko Evropska unija ohrani svoj vpliv, ugled v mednarodnih odnosih, v multilateralnih organizacijah in tudi v kredibilnost v pogajanjih, dogovarjanjih z drugimi deli sveta. Recimo, če ostanemo v tem primeru, ker mogoče je to dovolj instruktivno za opazovanje, kako, da rečemo, nastane evropska politika, kako se oblikuje stališče inštitucije. Ursula von der Leyen ni uporabila besede genocid v odnosu do izraelskih vojaških akcij v Gazi. Je pa na podlagi tudi dolgotrajnega pritiska tako nevladnih organizacij, nekaterih držav članic, drugih skupin pritiska napovedala zmanjšano sodelovanje oziroma sankcije proti Izraelu. A mora v tem primeru Evropska komisija oziroma inštitucije Evropske unije nujno počakati, da se oblikuje neka vrste konsenz med državami članicami, tako kot ste rekli, skupina okrepljenega sodelovanja, ki se potem morda razširi, morda ne, ali je lahko ona ali so lahko evropske institucije tiste, ki določajo tempo in ton ukrepov? Ja, tukaj zdaj več ravni možnih odgovorov. Eden je, da ima Evropska komisija izvaja programe, projekte v skladu s svojimi proračunskimi že sprejetimi dokumenti, in verjetno ima najboljši pregled nad tem, kaj se izvaja, v kakšnem obsegu, kaj se lahko glede tega naredi. Tukaj zdaj težko daleč ugibati, tukaj pač obstaja asimetrija informacij in tukaj Evropska komisija avtonomna in za svoj del odgovorna. Potem je pa vprašanje sporazuma o sodelovanju med EU in Izraelom, sklenjenim že pred mnogimi leti, ki pa ima tudi določbe, ki predvidevajo v primeru kršitev tudi človekovih pravic in mednarodnega prava možne tudi revizije sporazuma. In to se je zgodilo, pristopila je, ker imamo podpredsednico Evropske komisije tudi vodja evropske diplomacije, in deluje tudi v svetu. In ona je dobila mandat strani ministrov zunanjih, strani zadošča kvalificirana večina, da opravi analizo delovanja, in ugotovila je na podlagi nikoli objavljenega dokumenta, to se je dogajalo v mesecih maj in junij, je ugotovila kršitve sporazuma. In potem ni bilo pa, in na podlagi tega sporazuma je sedaj tako, sta pa dve ravni. Eno je, da bi bilo, če bi želeli suspens celotnega sporazuma o sodelovanju, bi potrebovali soglasje vseh članic. Tudi v druga možnost pa je bil drugi korak, pa je, da je možno pa doseči suspens trgovinskega dela sporazuma o sodelovanju zgolj na podlagi kvalificirane večine, ki je bila maja že dosežena za začetek revizije tega postopka. Vendar pa očitno junija do te kvalificirane večine ni prišlo. In so nekako vse skupaj, imamo občutek, odložili za čez poletje, kjer se pa stvari samo še poglabljajo in poslabšujejo v nasprotju s tem, kar je vodja Evropske komisije, vodja evropske diplomacije napovedala, da ima dovolj zagotovil, da bo Izrael spoštoval humanitarni del, odpravil omejitve za dostop humanitarne pomoči palestinskemu prebivalstvu v Gazi. Ker se to očitno ne dogaja in ker zaenkrat očitno še naprej ni kvalificirane večine, je pač potem prepuščeno morebiti okrepljenemu sodelovanju ali pa posameznim državam članicam, da lahko v okviru svojih pristojnosti sodelovanja lahko karkoli napravijo, kar recimo poskuša Španija, tudi Slovenija. Ne pozabimo na pomembne ukrepe, ki jih je
ali pa spremembe v svojih politikah. Norveška, zelo pomembno, ne diplomacija, sicer ne članica Evropske unije, pa vendar ena največjih poznavalk Bližnjega vzhoda s svojim velikim zastavkom zaradi procesov mirovnih v Oslu, ki je njihov državni sklad, je odprodal kar veliko premoženja, ki ga ima tudi v izraelskih podjetjih, povezanih z vojaško, pa tudi civilno proizvodno, Caterpillar in podobno. Tako da je pač te ravni so, zakaj do tega ne pride na evropski ravni, jaz ne poznam. Kako teče pogovori, usklajevanja, dogovarjanja, zakaj je zmanjkalo kvalificirana večina, tudi ne, in zdaj smo pač v tej situaciji nekega takšnega fragmentiranega pristopa, ki pa zaenkrat je takšen, kot je. Največ odzivov ali pa največ žolčnih komentarjev je del govora o stanju v Evropski uniji Ursula von der Leyen v parlamentu dobila takrat, ko je opisovala orodje za zaščito demokracije. Mogoče to še najboljši tak splošen opis. In se zdi, da so, recimo, govoriva tukaj zdaj o zaščiti javnih medijev, večji podpori novinarjev, medijem v celoti, medijske pismenosti in pa tudi nekaj center za zaščito demokracije. Ne spomnim se točno, kako se instituciji kako se bo imenovala, ampak vsekakor nekaj, kar naj bi branilo ali pa utrjevalo to liberalno-demokratično paradigmo, na kateri je utemeljena povojna Evropa. In v resnici Evropska unija ni bila ustanovljena konkretno s temi nameni. Ona je do tja prišla, tako rekoč organsko se je razvila do te točke. In je seveda zdaj vprašanje, ali pa moj izziv vam, za konec, a so to potem takem, to niso več evropske teme, oziroma ni več tukaj vprašanje, kdo je proevropski ali pa malo ali pa evroskeptičen, ampak da prihajajo v ospredje klasične politične ideološke delitve. In ali Evropa, da so evropske inštitucije, Evropska komisija, morda do naslednjega govora, lahko je pripravljena na to. Vemo, da obstajajo seveda evropske družine, strankarske, ampak včasih se to zdi tako bolj kozmetično. Ja, izjemno pomembna in tudi zahtevno vprašanje. Če se lahko za trenutek vrnem samo še na prejšnje vprašanje, eden od velikih delov nezadovoljstva govora je bil tudi trgovinski sporazum, nek improviziran sporazum med EU in ZDA, češ da je Evropska unija tukaj preveč popustila, ker ni nobenih nasprotnih ukrepov. Jaz bi bil glede tega v tem trenutku previden, res je, da ni izgledalo najbolje, ampak mislim, da tudi v tem situaciji treba biti vseeno previden, kakršnikoli dodatni trgovinski spori je rekla, da v tem trenutku ne bi bili koristni za Evropsko unijo. Mislim, da te trgovinske spore, ki jih je sprožil Trump po svetu, dajo negativne učinke, predvsem na ameriško gospodarstvo, deloma tudi na druga gospodarstva sveta. Tukaj je evropsko gospodarstvo očitno še vedno premalo odporno, tudi ni bilo pripravljeno na to. Tako da jaz mislim, da za te spore ali pa povratne ukrepe v tem trenutku bo še prilik, če bodo potrebne, lahko se bo pa tudi izvenele v kakšno drugo situacijo. Je težko predvideti, mislim, da je tukaj proaktivna vloga Evropske unije smiselna, iskanje trgovinskih sporazumov, o čemer je tudi govorila z drugimi, govori se o Indoneziji, Indiji, mislim, da so tile nove generacije bilateralnih trgovinskih sporazumov, ki kažejo na velikost in tudi, da ni vse odvisno, ali pa da Evropa ni tako brezupno odvisna od ameriškega trga, je zelo dober signal in tudi išče nove priložnosti, pa tudi okrepljeno znotraj evropsko sodelovanje, da je tudi prestrukturiranje, mislim, da dajo kar veliko gospodarskega zagona. Tako da mislim, da tukaj Evropska unija ni tako nujno, mislim, jaz se ne bi tako zelo ostro kritiziral in češ, kako so šibki evropski voditelji in kako so popustili. Jaz tukaj nisem, mislim, da je prav, da še naprej vztraja, recimo v sporu glede Googla in spoštovanja pravil licenciranja in tako naprej. Mislim, da so izjemno visoke kazni predvidene za Google in tukaj Evropska unija, tudi Evropska komisija, Evropsko sodišče, avokat general sta izjemno trdni načelni in tukaj jaz mislim, da je Evropska unija pravzaprav prispeva k višjim standardom delovanja multinacional, spoštovanja mednarodnega konkurenčnih pravil in tudi pravic varstva osebnih podatkov, pa tudi podpore malim podjetjem, tudi evropskim s tem.
ko ne dopušča Google, da zapira vse svoje platforme v neke svoje sisteme. Mora pa tudi še bolj proaktivno po boku, bodo ta mala in srednja podjetja tudi v Evropi še bolj napredovala. Potrebuje še bistveno večji zagon, podporo, vse začetno, da se lahko postavi na svoje noge. In nekaj tega je nakazovala. To je morda še na prejšnje, kjer je bila tudi kritizirana, češ da Evropa unija tudi tukaj brezupno popušča. Jaz mislim, da tukaj mogoče je celo preostro kritizirana. Zdaj pa, kar se tiče stanja demokracije, je pomembno, jaz mislim, da je tudi tukaj tu pa je morda, po mojem mnenju, malo preostro postala distinkcija med proevropskimi silami in protievropskimi silami. Protievropske sile zagotovo obstajajo, Farage bi gotovo, iščejo se novi Faragi, verjetno tudi v Evropi, ampak mislim, da stole, da obstaja pa tudi nekaj, čemu rečemo evropska pluralni demokratični razvoj in tudi tukaj mora biti raznolika mnenja, ali si samo avtomatično nekritično proevropski ali pa imaš morda tudi svoje kritični premislek, analize, podajanje konstruktivnih predlogov, kako na nacionalnih in skupni ravni okrepiti pravzaprav pluralne evropske demokratične procese, mislim, da je to pomembno. In tukaj tega prostora mislim, da ni pustila, da je postala preostro distinkcijo. In za demokracijo enostavno si bomo morali v Evropi bomo ohranili evropsko demokracijo, evropske državljani, če si bomo za njo prizadevali. In ohranili svoje demokratične standarde, svoje svoboščine, svoje pravice, vsi. Tukaj mediji zagotovo igrajo in tudi druge samostojne neodvisne institucije izjemno pomembno vlogo. V nekaterih državah smo videli, kako se lahko ranljive in kako hitro se da institucije tudi razgraditi, ne nazadnje tudi v Sloveniji, če se spomnimo STA primera. Kako zelo težko, kako zelo hitro se lahko tako pomembno institucijo pravzaprav napade z nekimi pravnimi finančnimi sredstvi in se v bistvu preskuša trdnost, neodvisnost v izjemno zahtevni situaciji. Tako da nekaj izkušenj imamo vsi in jaz mislim, da je tukaj pravilno poudarek na svobodnih, neodvisnih medijih, na dovolj kakovostnih zagotovili nekega kakovostnega financiranja, kar je izjemno težko v časih digitalizacije, tudi manjše bralne kulture. V vseh nas to so pravilni poudarki, če ima Evropska komisija kakšne ideje, predloge, definitivno da. Mislim, da je prav, da se prizadeva za krepitev mehanizmov delovanja pravne države. Gledal sem Transparency International indekse korupcije. Večina držav je res visoko zastopanih, je pa kar nekaj evropskih držav, ki bi morale biti više. In tudi kandidatke. Če bodo kandidatke tako nizko zastopane na indeksu korupcije, mislim, da ne morejo niti teoretično razmišljati o članstvu Evropske unije. Tako da ti standardi bodo morali biti više in definitivno podpora neodvisnim institucijam to lahko. In tudi je prav, da tudi Evropska komisija sama daje zgled svojimi neodvisnim delovanjem institucij in vsi ostali. Mislim, da to v veliki meri počnejo. Jaz v tem smislu ne vidim oziroma jih podpiram ta prizadevanja na nacionalnih in nadnacionalnih ravneh. Kaj pa lahko naredi ta center za zaščito, se mi pa zdi spet malo defenzivna ideja. Jaz mislim, da mora biti predvsem spodbude pluralne. Vsak bo s svojim delovanjem, prizadevanjem za ohranitev neodvisnih institucij, njihove odzivnosti, transparentnosti na vseh ravneh bomo in seveda medsebojni podpori. Tukaj mora biti javni sektor. Jaz mislim, da tukaj javni mediji v Evropi igrajo pomembno vlogo in tudi kakovostnejše. Celotni javni diskurs je vseeno širši, bolj odprt. Mislim, da v Ameriki tile zasebni mediji, jaz mislim, da je zelo težko priti v razpravo in da tudi to je en del zgodbe, ki pravzaprav polarizira Ameriko z ene in druge strani. Tako da ta pluralnost javnega medijskega prostora je izjemno dragocena, izjemno pomembna in tu se moramo naučiti, soočati tudi z evroskeptiki, verjetno se bomo morali naučiti, da je poslušati njihove argumente. Morda so kakšne kritike, kako so nekdo izločeni, kako nekje zaostajajo upravičene, ponekod tudi niso, ponekod je pa enostavno za njimi res, sem prepričan, skrita agenda, ki pomeni razgradnjo institucij in je pravzaprav zelo težko, niansirano pravzaprav ugotavljati, kdaj so diskursi relevantni, kdaj pa enostavno pomeni erozijo pravzaprav osnovnih pravic posameznikov, skupnosti, marginaliziranih skupin. Velikokrat se vidi to po odnosu do diskurza o migracijah, zelo poenostavljenega diskurza, ki je zdaj zelo unison, pravzaprav, kot smo videli v parlamentu, pa mislim, da je tudi zgodovina razprave o migracijah bi morala biti na bolj kvalificiranih ravneh in še o drugih vseh možnih
manjšinah in pa njihovem položaju, priložnostim, ki ga Evropska unija pravzaprav zagotavlja, ne? Po Lizbonski pogodbi, po svojih načelih, vrednota za vse in tukaj jaz poskušam razumeti njen poziv v tem pozitivnem smislu, res krepitve odprtosti prostora in pa delovanja, bolj uspešnega delovanja, bolj vključujočega delovanja za vse v Evropski uniji, za vse izločene dele prebivalstva, od podeželja, malih kmetov, podjetnikov, civilne družbe, drugih marginaliziranih skupin, stagnirajočih regij, potem navznoter, pa tudi bolj proaktivno v smislu evropskega mednarodnega prava, multilateralnih organizacij. Pozabljamo, da v svetu so še bistveno težje zgodbe, bistveno večji zaostanek. In če lahko za konec, to je sicer vprašanje, res je mediji, demokracija, področje, ki ga ni omenila, pa je tudi zelo zanimiv izpad, je ameriški izpad USAID, mednarodne razvojne pomoči. Jaz sem bil ponavadi, res priznam, zelo kritičen do tega, da Amerika bi lahko naredila več za mednarodni razvoj, ampak sedaj vidim, da v desetletjih USAID je bil res velikanski program, zelo dobro usposobljena mreža ljudi, ki so res veliko naredili po svetu za izboljšanje zdravstvenega stanja, dostopa do osnovnih potrebščin po velikem delu sveta. In sedaj, ko je ta USAID ukinjen praktično ali pa je suspendiran, v bistvu, to je česar predsednica Evropske komisije ni upala reči, ker bi tudi v Evropi večinoma ne bi bilo dobro sprejeto, da mora Evropa povečati mednarodno razvojno pomoč, poleg razvoja doma, ki ga podpiram, podpore Ukrajini, varnostno vprašanje, strateška avtonomija, iskanje rešitve del držav in seveda humanitarne katastrofe in vseh zločinov v Gazi, podpora mednarodnemu kazenskemu sodišču, podpora meddržavnemu sodišču, ravno tako zavezanost mednarodnemu pravu in pa okrepljena razvojna pomoč v okviru ciljev mednarodnega trajnostnega razvoja. Tu pa vemo, da velika večina evropskih državljanov trenutno temu ni naklonjenih, ker zmotno misli, da če bomo mi izboljševali situacijo drugod, bo to za nas slabše. In nekdo bo moral, tisti lider bo povedal, ki bo povedal, da v bistvu boljši pogoji, boljše priložnosti za še bolj marginalizirane dele sveta pomeni tudi večje blagostanje, boljše priložnosti tudi za evropske državljane, lokalne skupnosti, regije, države članice in za supranacionalno Evropsko unijo, kakršno si želimo prihodnje vsi, ampak nam ne bo poklonjena. Zato se bomo morali vsi pridružiti v okviru demokratičnih, strpnih, poglobljenih razprav. Pa ker se mednarodne pomoči tiče, da o tem efektu, da bo vsaj za malenkost manj nekih ekonomskih, pa mora biti tudi podnebnih migracij, zaradi tega sploh ne govorimo. Doktor Matjaž Nahtigal, najlepša hvala za vaš čas in da ste bili gost v Evropski četrti. Hvala vam. Pogovor z doktorjem Nahtigalom je bil neke vrste pogled z ptičje perspektive. Kje je danes Evropska unija, kakšni izzivi jo čakajo v bližnji prihodnosti in ali je predsednica von der Leyen te izzive v govoru Soteu tudi prepoznala. V naslednji epizodi pa se bomo poglobili v enega od teh izzivov, v politike in ukrepe namenjene mladim. Naša gostja bo predsednica Mladinskega sveta Slovenije, Eva Kotnik. To je bila torej Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin. Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti in če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.